Dober dan, to je N1 studio. Kako polovico mandata koalicije in vlade Roberta Goloba ocenjuje ena od njegovih prvih političnih sopotnic, predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič? Kaj sledi do konca tega mandata? Opozicija pravi, da dela vse, da bi bile predčasne volitve čim prej. Kako predsednica razmišlja o svoji prihodnosti? Gospa predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, dober dan, dobrodošli na N1. Dober dan in hvala za povabilo. Gospa predsednica, v opoziciji gredo z vsemi topovi nad zakon o parlamentarni preiskavi, v bistvu novelo, ki ste jo vložili vi. Najprej je bil izglasovan odložilni veto Državnega sveta, ki ga obvladuje desnica, nato pa po predvideni dokončni potrditvi zakona, kar bo po parlamentarnih počitnicah, sledi še zbiranje podpisov za naknadni zakonodajni referendum, ki ga že napoveduje SDS, tudi tiste prve podpise 2500 so že začeli zbirati in doslej so teh potrebnih 40 000 podpisov za referendum še vedno zbrali. Boste ta referendum izpodbijali? Ja, med temi topovi ste pozabili omeniti zahtevo oziroma predlog za posvetovalni referendum. Ki ga je pa NSI vložila. Tako je, ki ga je vložila poslanska skupina Nova Slovenija in kjer smo ta predlog tudi zavrnili, potem potrdili zakon. Ja, sedaj je res izglasovan veto Državnega sveta. Kaj zdaj to pomeni? Novela zakona o parlamentarni preiskavi ne predvideva popolnoma nič drugega kot možnost ustavnosodne presoje akta o odreditvi parlamentarne preiskave in pa zagotavlja pravno varstvo poslankam in poslancem, ki so tudi člani preiskovalnih komisij in bi bili predlagani za pričo. Nekaj je očitno v tej noveli, kar zelo moti opozicijo, predvsem zdaj seveda poslansko skupino SDS. Tako da jaz mislim, da je še kako potrebno, da ta zakon čim prej dobimo, torej da še enkrat o njem glasujemo. Če bo seveda podan predlog za zakonodajni referendum, potem bomo pa potem razmišljali, če do tega pride. Pa ga boste spodbijali, če ta predlog pride? Poglejte, kot prvo se moramo najprej vprašati, ali je zakonodajni referendum pri noveli zakona, ki uresničuje 3 odločitve Ustavnega sodišča in pa priporočila Evropske komisije, sploh dopusten. Po vašem mnenju je? Po mojem mnenju, zdaj jaz ne bi rada govorila za nikogar drugega kot samo zase v tem primeru, po mojem mnenju tak referendum ni dopusten, ampak ni to moja odločitev, to je odločitev Državnega zbora. Ker namreč, ko govorimo o tem, ali bomo ali ne bomo izvrševali odločbe Ustavnega sodišča, ki urejajo tudi vprašanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, v takem primeru naknadni zakonodajni referendum ne bi smel biti dopusten. Rekli ste že, da ta zakon, ta vaša novela ne bo vplivala na preiskovalno komisijo, ki je bila ustanovljena na zahtevo Državnega sveta in se bo ukvarjala s poslovanjem GEN-I v času, ko ga je vodil premier in predsednik vaše stranke Robert Golob. Je pa opozicija zahtevala še eno preiskovalno komisijo, ki se bo ukvarjala širše slovensko energetiko. Poslanec SDS Žan Mahnič je dejal, citiram, računam, da bodo naredili vse, da te parlamentarne preiskave ne bo, vendar to pravno formalno ni možno. Ali lahko ta vaš zakon vpliva na to drugo preiskovalno komisijo, ki jo zdaj zahteva 1/3 poslancev? Gospod poslanec, ki je to izjavil, ni pravnik, tako da take izjave njemu ne pritičejo. Ali je pravno formalno možno ustanoviti takšno preiskovalno komisijo, kot je zdaj zahtevana ali ne, to bomo šele videli. Zahteva je šla sedaj Zakonodajno-pravni službi, ki bo podala svoje mnenje. Jaz predvidevam, da mnenje ne bo ravno ugodno, kar pomeni, da bo potem zahteva seveda romala nazaj predlagatelju, ki jo bo moral uskladiti z mnenjem Zakonodajne-pravne službe. Potem bomo pa videli, kaj bo naprej. Zdaj, kako bo pa to šlo časovno? To se pravi, ali bo novela zakona o parlamentarni preiskavi sprejeta, ali bo vplivala na to preiskovalko, če bo ustanovljena. To so pa vse čeji, o katerih bi zdaj v bistvu samo špekulirali. Torej, na tem mestu v bistvu ne morete zagotoviti, da ta preiskovalna komisija bo ustanovljena? Na tem mestu jaz ne morem zagotoviti tega, zaradi tega, ker ravno ta časovnica, to se pravi, novela zakona o parlamentarni preiskavi ima svojo časovnico, parlamentarna oziroma preiskovalna komisija, ki jo zahteva sedaj poslanska skupina SDS in mislim, da skupaj z Novo Slovenijo, ima pa svojo časovnico. In zdaj, kje bosta ti 2 časovnici sovpadli, to bomo pa videli. Je odvisno tudi od mnenja Zakonodajno-pravne službe, potem glede zahteve za parlamentarno preiskavo, potem seveda nadaljnjih ukrepov ali pa
predlogov, ki se jih bo poslužila opozicija glede zakona o parlamentarni preiskavi, bomo videli. In če bo vaša novela zakona že veljala, potem bo to vplivalo na to drugo preiskovalno komisijo, če bo pač sovpadlo tako, da bo pač tisto veljalo že prej. Čisto odvisno, to lahko samo špekulirava. Dobro. Zdaj preiskovalko o GEN-I je zahteval Državni svet, kot rečeno, in zato je v bistvu zdaj njen predsednik lahko iz vrst Gibanja Svoboda, vaš poslanec, kolega Tomaž Lah, ampak SDS ga je predlagala za pričo na tej komisiji, skupaj so jih predlagali kar 70, med njimi so še drugi člani. Tudi jaz. In poslanci Svobode, tudi vi, da zato v SDS zdaj menijo, da gospod Lah ni več predsednik komisije, ampak on na tem mestu vztraja. Vi ste predsednica Državnega zbora in pravnica. Se vam ne zdi skregano z logiko, da Svoboda preiskuje samo sebe v bistvu? Poglejte, če so tako želeli to parlamentarno preiskavo, ki jo je potem predlagal Državni svet, kdaj že bi lahko poslanska skupina SDS skupaj z poslansko skupino Nova Slovenija predlagala oziroma zahtevala tako parlamentarno preiskavo? Očitno ni šlo in so to pač storili preko Državnega sveta, preko svojih članov, ki jih tam imajo. Tako da to je pač predlagal Državni svet. A veste? No, ampak to ni bilo vprašanje. Kdo bo zdaj tukaj predsednik komisije? Ni vprašanje zame, to je pač vprašanje za vse poslanke in poslance. In ker ima pač koalicija večino, je koalicija postavila tudi svojega predsednika. Seveda, zdaj je manever, da se tega predsednika nekako spravi z položaja na način, da se ga predlaga za pričo. Naj povem kot zanimivost, da je ravno ta način predlaganja predsednika komisije za pričo nekako izpodbijala pred Ustavnim sodiščem leta 2011 poslanska skupina SDS s prvopodpisanim Jožetom Tankom. In Ustavno sodišče je odločilo, da je treba to zadevo urediti. In to je tudi ena od to se pravi, stvari, ki se ureja v noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ampak vprašanje je bilo, če se vam zdi skregano z logiko, da Svoboda preiskuje samo sebe. To je vprašanje. Ne vem, če Svoboda preiskuje samo sebe, zaradi tega, ker ta parlamentarna preiskava je nekonkretizirana, časovno, pa tudi osebno, bom rekla, pač sama zahteva za parlamentarno preiskavo ima veliko lukenj, veliko nepravilnosti, kar je ugotovila konec koncev Upravna služba Državnega sveta in tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Tako da jaz v bistvu pravzaprav ne vem, kaj točno iščejo in koga preiskujejo in v kakšni vlogi ga preiskujejo. Zato ne bi rekla, da Svoboda preiskuje samo sebe. No, ampak so rekli, da bo treba preiskati prakse v GEN-I v času, ko je to... Ja, rekli so marsikaj v tej zahtevi za preiskavo, piše marsikaj, veste. Zato je pa problem s to parlamentarno preiskavo, ker ni zadosti konkretizirana in ne zadosti ustavnim standardom. Ampak, glejte, bi se vam zdelo tudi dopustno, če bi SDS preiskovala samo sebe. Videli smo to v prejšnjem mandatu. SDS je kot največja koalicijska stranka takrat vodila preiskovalno komisijo o nabavi zaščitne opreme v času njihove vlade, ki jo je vodil Janez Janša. In to je bilo deležno številnih kritik. Takrat se vam verjetno ni zdelo v redu, da SDS preiskuje samo sebe. Kaj je zdaj to preiskovati samo sebe? Kaj preiskuje stranko? A to se pravi, ali nekdo, ki je član stranke, preiskuje stranko, ali nekdo, ki je član stranke, preiskuje, ne vem, neke posle, ki jih je sklepala država z nekimi podjetji. Zdaj, moramo malo definirati, kaj je to zdaj, da preiskujemo sami sebe. Tako da jaz načeloma nimam nobenih pristojnosti, da bi se kakorkoli vpletala v delo preiskovalnih komisij ali drugih delovnih teles. In po vaše tu ne gre za dvojna merila? Kot sem rekla, najprej je treba definirati, kaj to sploh pomeni, da nekdo preiskuje samega sebe. V vašem kabinetu je bila opažena nekdanja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan. Kot ste pojasnili, za delo ni bilo nikakršnega dogovora o kakšni sklenitvi pogodbe o zaposlitvi v vašem kabinetu. Imate pa z njo zelo dobre odnose, cenite njeno strokovno mnenje, ki bi bilo koristno pri zakonodajnih projektih, ki jih želite vi izpeljati kot nosilka. Svetuje vam torej brez pogodbe? Ona meni nič ne svetuje, medve sva zasebno prijateljujeva, na nobenih projektih. Ampak hodi k vam v kabinet, ne? Enkrat je bila pri meni v kabinetu, čist zasebno. To je bilo takrat, ko je Državni zbor sprejemal sklep o priznanju Palestine. Takrat smo skupaj nekako bili veseli tega, da smo ta sklep le sprejeli, kljub vsem oviram, ki so se takrat postavljale pred nas. Tako da popolnoma nič drugega ni bilo kot zgolj in samo prijateljsko druženje. Seveda
Bi si pa želela pri projektih, ki bodo v prihodnosti, da bi strokovnjaki, ki imajo izkušnje s področji, recimo kazenskega prava, jaz sama nisem strokovnjak na kazensko-pravnem področju, sploh tudi s področja mednarodnega kazenskega prava in primerjalnega prava, da bi mi svetovali, kako neke zadeve urediti. Jaz sem se odločila, da se lotim zakonodaje, ki se tiče korupcije oziroma pregona korupcije, in eden od zakonov, ki mislim, da potrebujejo kar temeljito prenovo, je zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Zelo si želim, da bi v tem mandatu ta zakon usposobili, začeli izvrševati, da bi postal učinkovit. In pri tem cenite njeno strokovno mnenje? Če bi menila takrat, ko bi do tega prišlo, da bi bilo dobro, da slišim še njeno mnenje, bi tudi o tem razmislila. Zdaj, afero Litijska, ki jo je odnesla s položaja, preiskujejo tudi kriminalisti, pa še to ni upoštevala zakona o državnem odvetništvu, ki v 25. členu določa, da mora državni organ vedno pridobiti mnenje državnega odvetništva, če gre za varstvo premoženjskih in drugih pravic in interesov Republike Slovenije, če je vrednost predmeta več kot 100.000 evrov. Razpadajoča stavba na Litijski, za katero država še vedno ne ve, kaj bo z njo počela, je stala 7,7 milijona evrov. Vi ste pravnica, ona je pravnica. Bila je predstojnica organa, ki je ta zakon kršil. In vi kljub temu cenite njeno strokovno mnenje in da se... Gre za čisto drugo področje, veste. Vi tukaj zdaj govorite o lastninsko-pravnih razmerjih, govorite o civilno-pravni sferi, jaz sem pa prej govorila nekaj čist drugega. Ampak pravo je pravo, a ne? Ja, pravo je pravo, veste, ampak pravo pokriva vsa področja življenja. In ona kot predstojnica tega organa je kršila ta zakon. Jaz težko za njo, seveda zdaj ne želim biti njen advokat in jo zagovarjati, ampak zelo težko zdaj komentiram njena dejanja. Lahko pa povem, kar sem tudi že enkrat povedala, da sem pogledala pogodbo na Litijski, ker na tem področju se pa čutim dovolj kompetentna, medtem ko na drugih pravnih področjih bi želela slišati ljudi, ki so pač strokovnjaki z teh področij. In ta pogodba pravzaprav ni nič posebnega, gledano z pravnega vidika. Resnično nima nekaterih varoval, ki bi jih pričakovali, ampak zaradi tega še ni neveljavna. Menim pa, da bi bilo morda dobro bolj premisliti, ali bi se to pogodbo dalo zaradi okoliščin, katerih je bila sklenjena, zaradi dejanskega stanja, kakršno je bilo, izpodbijati. Ampak premalo vem o tem, o celem poslu, o vsem, kar se je dogajalo, da bi lahko podala neko relevantno mnenje. Je bilo pa marsikaj o tem v zadnjih mesecih že v javnosti, a bi vi pridobili to mnenje državnega odvetništva? Mnenje državnega odvetništva ali cenilca? Državnega odvetništva, ko določa 25. člen zakona o državnem odvetništvu, da je treba pač pred takimi posli pridobiti njihovo mnenje. Tako je, če gre za vrednosti nad 100.000 evrov, bi vi to mnenje pridobili? Jaz bi seveda upoštevala vso zakonodajo in bi vsa potrebna mnenja pridobila, predvsem pa mnenje samega državnega odvetništva je v bistvu mogoče malo manj relevantno kot mnenje neodvisnega cenilca, ki bi bilo dobro, da bi bil še enkrat angažiran. Ampak vsekakor so zakonodajo bi upoštevala. Da, ker to določa zakon. V svojem kabinetu ste sprejeli tudi tako imenovane mirovnike, ki nasprotujejo vladni politiki do Ukrajine, pošiljanju še več orožja. To so znana imena: Aurelijo Juri, Mojca Drčar-Murko, Spomenka Hribar, Uroš Lipušček, Ivo Vajgl, Rudi Rizman. Ker ste izvoljena poslanka in se pogovarjate z vsemi, ste želeli slišati tudi njihovo mnenje. To ste povedali. Ja. Pohvalili so tako imenovano mirovno misijo madžarskega premijera Viktorja Orbana, ki jo je EU obsodila. Vi jo podpirate? Jaz pravzaprav nimam mnenja o tej misiji predsednika Orbana, ker pravzaprav ne vem, ali kakšen namen točno ima. Je res neka mirovna misija to, ali je to bolj misija za iskanje gospodarskih priložnosti, tako da... Državni zbor se oblikuje zunanjo politiko Slovenije. Ja, ampak midva zdaj govoriva prav pač o tej misiji gospoda Orbana, do katerega jaz nimam nekega mnenja, zaradi tega, ker pravzaprav ne vem, kakšna naj bi bila ta njegova misija. Dejstvo pa je, kar smo se mi pogovarjali z tako imenovanimi mirovniki, pa je, da bi bilo dobro, da bi Slovenija aktivneje izvajala mirovno politiko. To se pravi, da bi bila bolj aktivna pri vzpostavljanju premirja in potem dolgotrajnega miru v Ukrajini. Se to ravno gospod Orban govori?
Gospod Orban lahko govori marsikaj, kar pa on dejansko dela, pa ne vemo. Jaz zraven nisem, vi tudi ne, tako da ne veva, kaj počne. Je pa gospod Orban zelo specifičen politik, tako da jaz bi bila previdna pri njemu. Zdaj, kot sem pa že rekla, ne vidim nič narobe s tem, da se bolj aktivno začnemo ukvarjati s tem, kako vzpostaviti mir v Evropi. In jaz lahko razumem ljudi, da jih moti, če slutijo ali pa predvidevajo, da bi bila Slovenija bolj darežljiva recimo pri temu, da bi dajala orožje za boj v Ukrajini. Spet lahko pa razumem Ukrajino, ki je napadena s strani agresorja in brani svoje ozemlje. Spet, če pa pobrskam pa pogledam malo širšo sliko, poskušam razumeti, kaj je pripeljalo do konflikta v Ukrajini. Kakšne so težnje prebivalstva na eni in na drugi strani. Ampak nikakor ne moremo mimo tega, da je bilo kršeno pravo s tem, ko je bilo napadeno ozemlje druge suverene države. Seveda, mi se pa moramo vprašati, kaj je bolje za Slovenijo in kaj je bolj v skladu tudi z našimi nacionalnimi interesi. Ali to, da Ukrajini pomagamo z orožjem, ali je dovolj, da pomagamo s humanitarno pomočjo in se aktivno angažiramo pri mirovniški politiki. Jaz sama sem bolj za to, da seveda absolutno pošiljamo humanitarno pomoč, da smo pa veliko bolj aktivni v okviru Evropske unije in tudi v okviru Varnostnega sveta OZN pri zagovarjanju miru. Tudi, če to pomeni morda kakšen mini korak stopiti nazaj. Vplivni premijer, državni sekretar za mednarodno in nacionalno varnost, v bistvu njegova desna roka za zunanjo politiko Vojko Volk, je bil do teh tako imenovanih mirovnikov in do njihove politike javno izjemno oster. Za Delo je izjavil, citiram, mislijo, da so mirovniki, ker ne zavzamejo nobene strani, vendar je ravno to moralno zavržno, je med drugim rekel. Vi ste torej znotraj vaše stranke povsem neusklajeni pri tako pomembni stvari, kot je napad na Ukrajino. Ne, lejte, to, da je pač gospod Volk to izrekel, to je njegovo mnenje. Ampak kako bi lahko, vem, ampak ali je Spomenka Hribar kar nekdo? Ali je Mojca Drčar Murko kar nekdo? In govorimo o vaši stranki, ampak on aktivno soodloča pri politiki Slovenije. Je že v redu, je pa tudi prav, jaz mislim, da se posluša ljudi. Tudi tiste, s katerimi se morda ne strinjaš. Ker morda, samo morda, ti pa povedo kakšno informacijo ali pa odprejo pogled in lahko vidiš stvari malenkost drugače. Nič ni narobe s tem. Nič ni narobe s tem, da ljudje pridejo in povedo, da jim nekaj ni všeč in da vidijo stvari drugače. Ne nazadnje. Gre tukaj za ljudi z bogatimi mednarodnimi izkušnjami. To vseeno moramo poudariti. Gospod Ivo Vajgl, Uroš Lipušček, Mojca Drčar Murko. To so ljudje, ki imajo mednarodne izkušnje in poznajo mednarodno politiko. Jaz ne vidim nobenega razloga, da bi te ljudi odslovila. In se z gospodom Volkom absolutno ne strinjate? Ne bom rekla, da se absolutno ne strinjam. Jaz samo pravim, da poslušam ljudi in da si poskušam ustvariti na podlagi tega, kar mi povedo, tudi kar mi pove gospod Vojko Volk, oziroma ko poslušam in premierja, in predsednico republike, in zunanjo ministrico, in konec koncev tudi, ko poslušam ljudi, ki mislijo malo drugače, si bom lažje in bolje ustvarila mnenje, ki bo po mojem mnenju lahko morda bolj objektivno. Pogledam pač čez planke, a veste, tako bom rekla. Pa so vas kaj klicali iz kabineta zaradi tega vašega srečanja s tem? Ne. Jaz sem se z gospodom Golobom sva se pogovarjala pred 2 dnevi in on popolnoma razume. To, da se jaz pač angažiram tudi kot poslanka konec koncev, oziroma da tudi slišim druga mnenja. Odnos med vami in predsednikom vaše stranke Robertom Golobom se je sicer v teh 2 letih, odkar ste na oblasti, vidno spremenil. Niste več podpredsednica stranke, zanjo niste želeli kandidirati na evropskih volitvah, večkrat ga kritizirate, poveste tudi, ko imate drugačno mnenje oziroma tudi glasujete, kdaj drugače kot vsi ostali v Svobodi. Nazadnje ste v parlamentu celo delno pritrdili SDS, ki mu je navrgla njegova potovanja, tudi zasebna. Rekli ste, citiram, dejstvo pa je, da če sami izpostavljamo svoje osebno življenje, se tudi dogajajo komentarji. To pa je treba vzeti v zakup. To naj bi premierja precej zmotilo, o tem smo tudi mi poročali. Kaj vam je rekel oziroma sporočil in kaj ste mu odgovorili?
mislim, poglejte, to je tako, ne. Govoriti o tem, ne vem, kako so se te odnosi zdaj ohladili in kako jaz njega kritiziram, se mi ravno ne zdi na mestu, če pač izrečem nekaj takega, ne. Vseeno je treba vedeti, da in tako premier kot jaz vodiva vsak svojo vejo oblasti. In imava iste vrednote, nima pa vedno istega pogleda na vsako stvar, s čimer ni nič narobe in sem pravzaprav hvaležna tudi temu, da on to dopusti. Ker mislim, da je to prav. V neki demokraciji in tudi v neki demokratični stranki obstajajo različni pogledi in te različni pogledi seveda se med seboj, bom rekla tako, trpijo, iščejo se pa stične točke. Ko jaz delujem kot predsednica Državnega zbora, delujem kot nekdo, ki predstavljam vse poslanke in poslance in moram do vseh takrat ravnati enako, z istimi vatli. In če menim, da je poslanka opozicije rekla nekaj, kar je bilo sicer cinično, nekoliko zajedljivo, ni pa bilo žaljivo, sem pač takraten nemir, ki je nastal zaradi tega, poskušala s temi besedami nekako pomiriti. Kaj vam pa rekel? Nič takega mi ni rekel, da bi morala zdaj to razglašati. Ste pa bili kritični do njega, ker spet ni prišel na slavnostno sejo Državnega zbora ob dnevu državnosti. Rekli ste celo, da ste žalostni, ker je bil premier doslej samo enkrat na slavnostni seji Državnega zbora. Je to spoštljivo do parlamenta? Premier žal res se ni udeležil zadnje slavnostne seje. Ali je to spoštljivo ali ne, jaz to prepuščam vsakemu posamezniku, da si pač sam ustvari mnenje o tem. Ampak to ste se sami vprašali vi, zato zdaj vas to sprašujem. To sem se pač vprašala, in pač polagam to vprašanje vsakemu, da se naj sam na to odgovori. Žal razloga ne vem, upam pa in si želim, da bo prihodnje našel čas in se bo slavnostnih sej udeležil, ker je konec koncev to en tak zelo pomembni mejniki se takrat obeležujejo, in tako državotvorno in prav je, da se pač tega udeležimo. Se so kratke te seje in takoj za njimi ponavadi sledi državna proslava, tako da jaz upam, da bo našel čas. Pa ste mu to povedali ali to samo javno povedali? Sem mu to tudi povedala. Ste mu povedali. Včeraj je premierjeva partnerka Tina Gaber objavila prvo epizodo svojega podcasta oziroma šova. Gost je bil Boštjan Jakše iz vladnega strateškega sveta za prehrano. Spomnim se, da so mi v bistvu prav njega enkrat ponujali iz kabineta predsednika vlade za eno potencialno oddajo o prehrani, ki sem jo želel pripraviti. 19 članov ima ta svet, on ni predsednik, pa so mi prav njega ponujali, češ da je on najbolj primeren. Se vam zdi takšno promoviranje preko oddaj, ki jih dela zasebna partnerka predsednika vlade, primerna praksa? Moram reči, da nisem seznanjena s tem, da naj bi se dogajali podcasti, tako da to zdaj prvič slišim. Kolikor jaz vem, se je ona ukvarjala ves čas z temi socialnimi omrežji. Ampak to je zdaj mešanje. Če sem vas razumela prav, naj bi to bilo na socialnem omrežju, na YouTubeu je to, ja. Tako da, mislim, zdaj, če se meša, če tukaj prihaja res do mešanja, nekih vladnih zadev z njenim zasebnim poslovanjem, do česar ima seveda vso pravico in potem, ne vem, je lahko tudi nekega vidika lahko sporno, ampak kot sem rekla, zdaj prvič slišim za to, tako da zelo težko dajem kakšno oceno o tem. Ampak kdaj konkretno pa bi to lahko bilo sporno? Vi ste pravnica, verjetno to mejo... Lejte, to bi v bistvu najbolj znala povedati Komisija za preprečevanje korupcije, in da bi ugotovila, ali v nekem konkretnem primeru, ko partner javnega funkcionarja pač opravlja nek posel, in ta posel se lahko na nek način dotika državnih zadev, ali to pomeni kršitev tega zakona ali ne. Seveda, če gre za nek pretok denarja, takoj vemo, da je to kršitev. Če pa ni, je pa to drugo vprašanje za njih. Bom dal vam konkreten primer. V tem podcastu premierjeva partnerka govori o ljudeh, ki leta in desetletja delajo na ministrstvih. Gospod Jakše govori o podtaknjenih zakonih v kontekstu prav teh ljudi, ki so tam že leta in so v bistvu iz prejšnjih garnitur. Torej sta se tudi dotaknila vladnih politik in vsega tega, kar se dogaja na ministrstvih. Predsednik vlade je Robert Golob, še enkrat. Je lahko to pritisk na uradnike na ministrstvih, ki so tam strokovni in ne politični kader? Ja, morala bi
pravzaprav slišati to, da bi lahko neko oceno relevantno podala, ampak ja, težko rečem, no, zdaj, da bi to bil zdaj konkreten pritisk, veste, ker konec koncev vsak državljan se v svojih besedah kdaj dotakne vladnih politik in pa upravljanja države. Ne, se pravi, vsak običajen državljan se v svojem pogovoru in tudi verjetno pri svojem poslovanju lahko dotakne vladnih politik in pa sodelovanja pri upravljanju države. Tako da tukaj ne bi kar pavšalno ocenjevala. Očitno pa ima to, kar ona naredi, konkreten vpliv, ne? Čeprav nima uradne funkcije. Spomnimo, konec maja jo je v živo v programu klical radijski voditelj Denis Avdić, gostil je reševalca Roberta Sabola, tudi vi ste enkrat z njim se pogovarjali, še pred volitvami, govorila sta seveda o helikopterski nujni pomoči. Vemo, da je to pri nas že leta velik problem, nikamor se to ni premaknilo. On je takrat v tisti oddaji klical Tino Gaber, ona je dala na telefon kar takoj premierja in potem je zadeva v bistvu izjemno hitro stekla. Čez en teden je vlada sporočila, da bo kupila 2 nova namenska helikopterja ravno za to. A se vam zdi to, kar je v bistvu ona naredila, pravi način za urejanje stvari v pravni državi? Če je prišlo do tega, zaradi tega telefonskega klica, pač do nakupa oziroma do odločitve o nakupu 2 helikopterjev zaradi tega telefonskega klica, to verjetno ni prav, ne. Ker več poslank in poslancev si prizadeva oziroma si je prizadevalo za to, da bi se uredila helikopterska nujna pomoč. Sem podpisala tudi jaz med drugimi, in sem podpisala kar precej poslanskih vprašanj na to temo, še takrat, ko je bil minister gospod Loredan. Tudi sama sem postavila ustno poslansko vprašanje, tako da moram reči, da sem zelo vesela, da bo Slovenija rešila ta problem, da bomo dobili helikopterje, ki bodo namenjeni reševanju življenj, ker vsako izgubljeno življenje je preveč, sploh če bi se dalo rešiti z tem, da pride helikopter hitro na kraj nesreče. Tako da iz tega razloga sem vesela, bi si pa želela, da se v prihodnje morda spremeni način delovanja. Ja, ker v bistvu zaradi teh stvari so se dogajali tudi odhodi iz kabineta predsednika vlade, nekateri zelo pomembni, vidni, vplivni ljudje so od tam odšli, kot vemo, po informacijah nenaravno zaradi takih stvari. A se je potem vajin odnos dejansko spremenil potem, ko je javnosti on predstavil svojo novo partnerko? Se je on spremenil? Ne, lejte, jaz se v zasebno življenje našega premierja nisem nikoli vtikovala in se tudi ne bom vtikovala v kogarkoli, tako da jaz se s tem ne ukvarjam. Jaz si želim, da vlada in konec koncev celotna koalicija, to se pravi potem tudi parlament, naredimo nekaj dobrega za ljudi in jaz upam, da se bo to zgodilo čim prej, tudi kakšne strateške reforme, da se bodo uzakonile čim prej, ker lejte, državljanke in državljani so nas izvolili za to, da te stvari naredimo. Zato sem se tudi jaz, moram reči, verjetno za razliko od prejšnjih predsednikov Državnega zbora bolj angažirala na zakonodajno-pravnem področju in sicer na tistih področjih, ki so meni pomembna in kjer imam dovolj znanja, da se lahko angažiram. In to je, kot sem že prej rekla, pregon korupcije, pa tudi na področju kulture in pa na področju sociale. V odnosu do koalicije in vlade ste kritični tudi do načina delovanja. Državni zbor je imel doslej okoli 100 sej, od tega je bilo samo 22 rednih, vse ostale pa so bile izredne. To močno vpliva na delo in aktivnosti poslancev. Praktično ničesar ni mogoče načrtovati, če so neprestano izredne seje, to ste tudi sami povedali. Pri čemer ste prejšnji vladi očitali ustvarjanje izrednih razmer, v času te koalicije pa je stvar v parlamentu videti podobno, pa ni nobene epidemije. Ste to povedali premierju in ali bo odslej drugače? Mi smo imeli ob nastopu mandata draginjsko krizo, potem smo imeli krizo z energenti in da ne govorim sploh o uničujočih poplavah, najhujši naravni nesreči, ki jo je Slovenija
doživela kot samostojna država. Tako da nekatere izredne seje, ali pa bom rekla večina teh, je bila upravičenih. Tudi skrajšani nujni postopki, po mojem mnenju, so bili v večini primerov upravičeni. Morate pa vedeti, da jaz sama ne odločam o tem, ali izredna seja bo, jaz, ko je podana zahteva, jo moram sklicati, in tudi ne odločam o tem, ali je predlog zakona, ali se bo obravnaval po skrajšanem ali nujnem postopku. To odločajo vodje poslanskih skupin v okviru kolegija predsednice Državnega zbora. In veste, kaj menim, da bi bilo dobro boljše načrtovanje. Mislim, da bi tukaj veliko lahko dosegli z boljšim načrtovanjem, katere vsebine vse bi obravnavali na rednih sejah, ker redne seje so pač vsak mesec in morda so bile nekoliko vsebinsko izpraznjene, pa potem pač je prišlo več vsebine z izrednimi sejami. Lahko razumem, ker se je želelo hitro pomagati ljudem, in sicer pri vseh teh izrednih dogodkih, ki sem jih omenila, to lahko razumem seveda. Upam pa in si želim in bom tudi aktivno pri tem sodelovala, da se bo več naredilo na rednih sejah in da bodo izredne seje res ostale izredne. Koliko pa jih bo, na to pa ne moremo vplivati, ker kot sem rekla, ko pride zahteva za izredno sejo, do tega imajo seveda predlagatelji vso pravico, jaz moram sklicati. Pred pol leta je predsednica republike, vaša prijateljica Nataša Pirc Musar, v odmevnem intervjuju za N1 rekla, da vas je poklicala takrat, ko ste odstopili z mesta podpredsednice Svobode, iz stranke pa so vrgli vašo kolegico, poslanko Mojco Šetinc Pašek, vašega svetovalca v kabinetu Roberta Pavšiča. Predsednica vam je takrat rekla, drži se. Kaj se je takrat pravzaprav zgodilo? Najbrž ne pokliče Nataša Pirc Musar in reče, da se držite, če ni nekaj zares hudega. To se je videlo tudi na vašem obrazu. Zagotovo je zaznala, da mi ni lahko in resnično mi ni bilo lahko. Takrat sem jaz na sebi čutila kar precejšnje breme in sem tudi čutila, da postaja položaj predsednika Državnega zbora kar nekako torišče teh političnih sporov, lahko tudi znotraj koalicije ali pa med opozicijo in koalicijo. In takrat sem se odločila, da ne želim biti obremenjena še s strankarskimi zadevami, bolj pač, ker to, da si še podpredsednik stranke, od tebe zahteva še večji angažma na stranki. In takrat sem se sama odločila, da z tega mesta odstopim, zato da se bom lahko bolj posvetila delu predsednice Državnega zbora in konec koncev potem tudi delu poslanke. Tako da to, da me je pa poklicala Nataša Pirc Musar, sem vzela kot dobro prijateljsko, lepo prijateljsko gesto, pač drži se, ker se pač nekaj spreminja v tvojem življenju. Ni pa bila nobena tragedija, jaz delam naprej, tako kot vedno sem, in tako bom vedno delovala. Gospod Pavšič je še danes zaposlen v vašem kabinetu? Seveda. In bo tudi ostal? In bo tudi ostal. Ohranjate dobre odnose z Mojco Šetinc Pašek, ki je zdaj nepovezana poslanka? Z vsemi pravzaprav poslankami in poslanci imam jaz dobre odnose, razen s tistimi, ki morda z mano sami ne želijo imeti odnosov. No, in z gospod Šetinc Pašek, kot rečeno, ohranjate dobre odnose. S katero besedo bi opisali svoje občutke takrat, ko so njo vrgli iz stranke? V bistvu presenečenje, ker sama nisem bila udeležena v tem iskanju razlogov za njeno izključitev. Tudi niste odločali pri tem, če se prav spomnim? Ne, ker odločanje o sami izključitvi je bilo kasneje. Za Mladino ste rekli, da vas čez 2 leti nič ne čaka. Služba me ne čaka. Ja, da se torej nimate kam vrniti. Boste še enkrat kandidirali za poslanko na listi Svobode, na listi kakšne druge stranke? V slabih 2 letih sedaj. V slabih 2 letih se lahko marsikaj zgodi. Jaz bi si želela sicer ostati v politiki, ker imam občutek, da kljub začetnemu, kako naj rečem, presenečenju, ki sem ga povzročila, ali pa malemu pretresu, ko sem prišla na čelo Državnega zbora, da so se me in poslanci in ljudje kar navadili, tudi te moje nekonvencionalnosti, če ji tako lahko rečem, in da nekako me sprejemajo kot osebo, ki je iskrena, ki je poštena in ki res želi narediti nekaj dobrega, in da pač osebo, ki tudi pove, če se s čim ne strinja. Tako da veliko je še stvari, ki bi jih želela
dokončati, začeti, nekaj narediti za našo državo, za naše ljudi, za naše otroke. Tako da bi si želela ostati v politiki. Če bodo ljudje to prepoznali, bom zelo vesela, če pa ne, se bom pa znašla drugače v življenju. Torej, želite še enkrat kandidirati, čeprav razumem, na listi Svobode? Ja, na listi Svobode. Zato sprašujem, ker vidimo na vaših profilih na družbenih omrežjih, da imate nekakšno svojo blagovno znamko že, svoj logo, svoj slogan, da to veliko izpostavljate, da so vam vaši osebni projekti zelo pomembni in zato seveda logično vprašanje, a snujete lastni politični projekt? Ne, jaz nič ne snujem političnega projekta, tudi vse tisto, kar objavljam jaz na družbenih omrežjih, večinoma samo na Facebooku, na drugih nisem toliko aktivna, nekaj malega na Instagramu, druge pa sploh ne. Boste videli, da izdelki, ki pač nosijo tudi tako imenovano, kot ste rekli, neke vrste blagovno znamko, nosijo seveda tudi logo Gibanja Svoboda. Vmes eni niso, no, to sem že opazil. No, to mogoče, ne vem, mogoče kakšnega, kjer smo pozabili to dodati, ampak drugače pa so opremljeni tako, kot morajo biti. In ne vidim v tem nič narobe. No. Torej, popolnoma izključujete možnost lastnega političnega projekta za naslednje volitve? Da. Dobro. Vaš način vodenja državnega zbora, malo prej ste ga tudi že omenili, tudi vodenje sej je predmet razprav že od samega začetka. Pri tem ste nemalokrat prišli navzkriž z opozicijo in predlagam, da to kar pogledamo. Vi, spoštovana predsednica, ste segli v besedo mimo teh določb poslovnika pri poslancu. In tudi vam bom zdaj segla v besedo, gospod Černač, kar sedite, hvala lepa. Hvala lepa, kar sedite. Zaradi tega morate sama sebi izreči opomin, sedite, gospod Černač. Dokler se ne bom usedel sam. Navadite se osnovnih marjet. Dajem vam opomin. Sicer se usedite na vas sedež, ker ste preveč živčni, da bi lahko še gospod Černač, ne podcenjujte me, sedite in dajte mir. Oprostite, gospod Rupar, lejte, če poslanec pove resnično dejstvo, se morate vi vprašati, kaj je z vami narobe, da vas resnično dejstvo žali. Resnično dejstvo ni žaljivo. Hvala lepa, gremo naprej, nehajte. Nehajte. Ne derte se vi name, vi niste nič, gospa. Vi niste nič, ne derte se name. Še enkrat vas opozarjam, drugi opomin vam dajem. Naj bo že enkrat red v tem parlamentu. Hvala lepa. Mir v dvorani, prosim. Elena Grgurevič, obrazložitev v lastnem imenu. Mir, tišina, prosim. Ja, torej ta predlog absolutno. Mir v dvorani, spoštovana predsednica, to velja za vse, tudi za vas. Tišina, še enkrat, spoštovane poslanke in poslanci. Rekli ste, torej ne boste več dovolili, da se vlagajo posvetovalni referendumi. Jaz pa ne bom dovolila, da se na naše poslance derete iz v bistvu tule podijuma. Tega več ne bom dovolila, predsednica. Ste se kar malo nasmihali ob tem. Večina spopadov je torej z SDS-om. Janez Janša vas ravno te dni ostro kritizira na Twitterju, pravi, da sta ravno vi utelešenje skrajnosti, da drastično kršite poslovnik državnega zbora. Vi, gospa predsednica, ves čas govorite o tem, da politika potrebuje več spoštljivosti. A takšen način vodenja in v bistvu tudi vedenja v dvorani je za vas spoštljiv, se vam ne zdi podcenjujoč? Če poveš nekomu, da nekaj ni prav, se mi ne zdi popolnoma nič narobe. Jaz večkrat povem, da kaj ni prav in verjetno je to nek način, ki je nov v državnem zboru. Večkrat tudi povem, kako se tolmačijo pravni viri in tudi poslovnik je pravni vir in kadar sprejmem neko odločitev, tudi obrazložim, zakaj sem jo sprejela. Recimo tako je bilo v primeru priznanja Palestine, ko sem kar na dolgo obrazložila, kako se tolmačijo določbe poslovnika. Seveda je to za tiste, ki so že dolgo v državnem zboru, nek izgon iz cone udobja. In tudi morda niso vajeni takšne odločnosti, sploh pa ne s strani predsednice.
Sem se v bistvu vprašala, kaj bi bilo, če bi nekdo gospodu Ruparju, ki je izjemno žaljiv, in tudi takrat, ko niso mikrofoni bili vklopljeni, izrekel kar nekaj grdih besed. Kaj bi bilo, če bi recimo moški mu rekel nehajte? Zagotovo ne bi bil okarakteriziran kot histeričen. Ampak jaz, veste, take stvari potem prestopim in grem naprej. Zaradi tega, ker nekako se mi zdi, da znam razlikovati med tem, kaj je prav in kar ni prav. Ampak opozicija vam je očitala, da se obnašate kot neka vzgojiteljica v vrtcu, tudi to med drugim, ampak še enkrat bom ponovil vprašanje, se vam ne zdi to odnos tudi do poslancev, sedite, se vam ne zdi to podcenjujoče? Ne zdi se mi, če poslanec v bistvu provocira z tem postopkovnim predlogom. Mislim, da je v tem primeru imel gospod Černač postopkovni predlog, ki ni bil postopkovni predlog, ampak je bilo zgolj in samo provociranje. Tako da jaz ne vidim popolnoma nič narobe, če sem mu povedala, naj s tem preneha. Ampak to tam sredini kroga, sredi dvorane, ko ste poslanki SDS Anji Bah Žibert tam v bistvu govorili. Marsikaj se v plenarni seji dogaja, kar novinarji in pa državljani ne slišijo. Pojasnite potem to, da bodo bolje razumeli. Sej, če ste gledali to sejo, ste potem v nadaljevanju lahko spremljali še nekaj retoričnih zanimivosti, tudi s strani enih in drugih. Tako da nič kaj takega ni bilo, da bi morali zdaj to obešati na veliki zvon. Je pa res, da sem gospe Bah Žibert takrat povedala, da pač naj se umiri, takrat, ko nekdo govori, ko obrazlaga svoj glas, naj ne bo pokroviteljska in v bistvu upada kar naprej s komentarji v bistvu govor tistega poslanca ali pa poslanke, ki pač ravno takrat ima besedo. In to sem bila jaz. Veste, jaz sem pravzaprav navajena tega, da so moje razprave ali pa moje obrazložitve, da izjemno iritirajo opozicijske poslance. Ali pa morda še nisem toliko navajena, ker potem, ko pridejo komentarji neprimerni z tiste strani, mi tudi meni včasih še dvigne plafon, če lahko temu rečem, in se pač ustavim in rečem, tako se pač ne bomo obnašali, ko kdo govori. In boste s takim slogom vodenja torej nadaljevali in tudi povzdignili glas, če boste presodili, da je to potrebno? Ne vem zdaj, kakšen je ta slog vodenja, ali bom s tem nadaljevala ali ne. Vsekakor bom pa vedno naredila tako, kot menim, da je prav, in bom seveda tudi poslankam in poslancem povedala. Če bodo neprimerne besede ali neprimerno obnašanje, kakorkoli, bom to tudi povedala. Zdaj, če se pa malo povzdigne glas, pa ne vem, upam, da ne. Zaradi tega, ker verjamem, da ne bo potrebno. Seveda bomo z zanimanjem spremljali dogajanje na rednih in izrednih sejah v Državnem zboru, ki jih boste vodili. Za danes pa, spoštovana predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, najlepša hvala, da ste bili naša gostja in seveda lep preostanek poletja vam želim in se vidimo v Državnem zboru jeseni. Hvala lepa za povabilo. Se vidimo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda tako današnjo, kot tudi vse pretekle oddaje N1 Studio z zanimivimi gosti najdete na naši spletni strani n1info.si, na našem YouTube kanalu, tudi pri vseh večjih ponudnikih podcastov, tako da se vidimo tam. Iz studia pa le še lep pozdrav in nasvidenje.